Poenostavljeno povedano je osnovni cilj dela v laboratoriju za računalniški vid naučiti oziroma učiti računalnik gledati oziroma razumeti slikovni material. Če to nekako zavijemo v tipične vprašanja, na katero odgovarjamo, so ta, kdo so ljudje na sliki, kje so ljudje na sliki, kakšna je razdalja do objektov, nadalje, kaj se dogaja v prostoru, recimo, kakšna je kvaliteta izdelkov. Če zdaj mogoče poskušam ilustrirati te stvari na parih projektih, ki so se v našem laboratoriju odvijali v zadnjem času, bi mogoče lahko začeli pri projektu, ki smo ga delali skupaj s Španci, in sicer projektu za razvrščanje marmornatih ploščic ter detekcijo napak na teh ploščicah. Nadalje, na področju biometrije nas zanima predvsem delo razpoznava obrazov. Če nadaljujem, mogoče za omeniti projekt, ki smo ga delali tokrat skupaj z Italijani, in sicer smo razvili prototipni sistem za nadzor celotne lokacije v vsakem trenutku s pomočjo panoramske kamere. Na področju športa recimo nas zanima analiza igre golfa. In čeprav nismo ravno hazarderji, se v laboratoriju tudi zelo radi poigramo z sledenju igri rulete. Kaj bi še tukaj omenil? Mogoče to, da se ne ukvarjamo zgolj z računalniškim vidom, temveč se ločimo tudi povsem računalniških projektov, kot recimo primer na tem mestu bi bilo dobro omeniti odjemalca za prodajo srečk Loterije Slovenija. No in ne nazadnje, še mogoče zadnja stvar, ki je v laboratoriju zelo pomembna, ko vidimo tudi v ozadju, in sicer naša navezava na umetnost. Namreč umetnost rada eksperimentira z novimi tehnologijami, kar pomeni, da za nas predstavlja zelo solidno osnovo za testiranje naših postopkov. Torej nekako uvajanje naših postopkov v prakso. Prav zaradi tega pri nekaterih predmetih sodelujemo z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, ter na ta način študentom omogočamo tudi interdisciplinarnost, pa seveda tudi na nek način občutek sodelovanja z naročnikom oziroma uporabnikom. No, iz tega naslova imamo tudi dva samostojna projekta. V prvem 15 sekund slave, delno ga imamo v ozadju, smo uporabili naše postopke za iskanje obrazov na slikah. Tako se nehote ponuja misel Andyja Warhola, nekoč bo vsak deležen 15 minut slave. Skupina ustvarjalcev je slogan preoblikovala, minute je spremenila v sekunde, postavitev pa je ta teden ogled v galeriji Spomeniško-varstvenega centra v Ljubljani. Z digitalnim fotoaparatom bodo na vsakih 15 sekund slikali naključne obiskovalce, računalnik pa bo izbral enega in poustvaril njegov portret. Tako je Merlinka nastala iz obrazov neznancev. V drugem, virtualno smučanje, pa smo uporabili postopke za sledenje gibanju človeka. Iz tega lahko vidimo, da se veliko zabavamo, poskrbimo za zabavo tako za tiste, ki so naši obiskovalci v galeriji, kot za uporabnike, kot tudi za razvijalce. Za zaključek pa mogoče lahko rečemo, da je očitno tem veliko, naša vrata pa so vedno odprta.